In gospod Pivk, ali lahko vam postavim to prvo vprašanje? Jaz sem že bila prisotna na dogodkih, kot je ta v vašem šolskem centru. Krasni dogodki so to, res se srečajo dijaki, starši, ostali deležniki, podjetja. Zakaj se zdi vam in vašemu kolektivu tako srečanje na šolskem centru tako zelo pomembno, da ga organizirate vsako leto? Ja, res je, da že kar nekaj let, 6. leto bo, odkar smo začeli prirejati ta dogodek, od prvotnih 28 delodajalcev, jih danes srečujemo že 66. Zakaj je nepomembno to za nas? Razlog je v tem, ker želimo zbližati delodajalce in naše dijake, posebno je pa še tiste, ki so se v letošnjem letu odločili, da pridejo k nam na našo šolo. In za njih je še bolj pomembno, da bodo lahko dobili prvi stik z delodajalcem, se z njim pogovorili in ker imajo veliko izbiro, bodo lahko izbirali, s katerim delodajalcem bodo potem sklenili ali vajeniško pogodbo, morda kadrovsko štipendijo, ali pa odšli samo na praktično usposabljanje z delom. Najlepša hvala za vaš odgovor. Gospod Iztok Novak, vas srečujem na različnih dogodkih, vedno takrat, kadar je vsebina povezana z izobraževanjem. Zakaj se vam zdi tako zelo pomembno to povezovanje gospodarstva in izobraževanja? Mogoče zato, ker si želite hitrejšega prilagajanja izobraževanja potrebam gospodarstva. Kaj je ta razlog, da si toliko časa namenite temu področju? Zdaj, v našem podjetju vidimo mlade kot svežino, ki prinašajo novo, svežo vizijo in novo, sveže znanje iz šol. Zelo pomembno se mi zdi nadaljevati z razvojem sistema vajeništva in tako imenovanega dualnega sistema izobraževanja, ker lahko mladim že v času izobraževanja po eni strani mi podajamo kulturo, vrednote, timsko delo, tudi sodelovanje, tudi znanje in obratno, se pravi tudi mladi iz šol prinašajo in aplikativno uporabijo to znanje takoj, še preden ga pozabijo in dejansko tako na ta način okrepijo, da ga lahko tudi kasneje uporabljajo pri svojem delu. Hkrati imamo tudi boljšo možnost nagrajevanja mladih, kar pomeni, da tudi lahko na ta način nekoliko izboljšujemo življenjske pogoje in hkrati tudi oni nam hitreje omogočijo kompetence, ko pričnejo z delom po šolanju. In zato verjamem, da je prava pot, da v tej smeri nadaljujemo in da je prava pot, da tako ministrstva in institucije ta proces omogočijo in tudi regulativno spodbujajo. Najlepša hvala za odgovor. Gospod Andrej Megušar, vi dijake, študente, hkrati pa moram povedati, da je to podjetje, ki ima trenutno sklenjenih največ vajeniških v tej regiji, ampak v celotni Sloveniji. Vajeništvo vemo, da je zahtevno, tudi za podjetja, za mentorje. Spomnim se vašega mentorja, ko smo se usposabljali na to bo pa potrebno dejansko se zelo, zelo poglobiti v to, kako bomo mentorji usposabljali vajence naprej. Pa vendar, kaj vas dejansko vleče na to, da toliko virov, če rečeva, in finančnih, pa tudi vaših sodelavcev namenjate temu usposabljanju naših mladih? Ja, lepo pozdravljeni. Spravi, pri nas vajeništvo omogoča, da stopimo v stik z mladimi že v zelo zgodnih letih.
In pri nas vajeništvo poteka prav v ta namen opremljenem učnem centru, ki je narejeno po vzoru iz tujine. In tu imamo dva mentorja, visoko strokovna, ki se ukvarjata in izobražujeta mlade. In pomembno je, da vsaj polovico svojega kurikuluma preživijo konkretno z praktičnimi primeri. Zdaj v centru imajo vajenci opremo, stroje, kjer spoznajo delo orodjarjev. Praktično tudi zdaj planiramo nadgradnjo na 5-8 raziskalne centre, tako da imamo vso opremo, ki sledi tudi našim trendom. Dodatno imamo tudi računalniško opremo, ki je potrebna za modeliranje. V toku svojega izobraževanja so tudi deležni naprednega usposabljanja za modeliranje orodij. In ker se zavedamo, da je orodjar deficitaren poklic in brez intenzivnega dela z mladimi in vzgajanjem talentov ne bomo uspeli dobiti zadostne količine kvalitetnih orodjarjev. Zaradi tega je to toliko pomembno in pomembno je za rast našega podjetja. Vajeništvo nam tudi omogoča, da se spoznamo z dijaki in da oni spoznajo naš know-how, naš način dela in tudi kulturo našega podjetja. In tako na bistveno lažji in enostavnejši način potem pridemo v samozaposlitev. Seveda smo tudi odprti za želje dijakov, če želijo nadaljevati šolanje in z veseljem ponudimo štipendijo in tudi finančno podpremo. V zadnjem času pa opažamo potrebo, da stopimo v stik z mladimi še prej, ne samo v srednji šoli, da zagotovimo večji priliv mladih na tehnične kadre. Zaradi tega smo tudi naredili že predstavitve na osnovnih šolah, naredili smo tudi dan odprtih vrat, da so mladi prišli, da so videli, kaj lahko delajo, kakšne izzive in kakšno kariero lahko naredijo v našem podjetju. In se zavedamo, da v bodoče bomo morali nagovarjati že osnovnošolce konkretno in jih navduševati nad lepoto tehničnih poklicev. Najlepša hvala. Gospod Uroš Mesec, vaše podjetje je družinsko podjetje. Sama ga poznam kot tisto podjetje, ki je zelo, bi rekla, odprto do različnih praks tudi na področju vajeništva. Nenazadnje imate s gospodom Lotričem ali pa vsaj v prvi generaciji sta imela enega skupnega vajenca. Če se prav spomnim, je pa pri vas še ena posebnost, za katero bi želela, da jo delite z nami. Vi ste vašega vajenca dejansko poslali tudi na izmenjavo v tujino, da je pridobil tudi mednarodne, bi rekla, izkušnje ali pa neko širšo sliko vsega tega. Povejte mi, kako vidite recimo te fante, mlade vajence, kaj to pomeni za njih, če jim date eno tako priložnost? Ja, res je, mi smo imeli dva dijaka, ki smo jih poslali v tujino. Pojavila se je možnost te izmenjave. Nam se je zdela ta ideja zelo zanimiva, zato ker mislimo, da je pomembno, da tudi mladi potujejo po svetu, da vidijo še kaj drugega, da vidijo, kako je drugod, da se morda pa vrnejo v Slovenijo, ker ni tako slab. Ja, mi smo poiskali, smo se dogovorili z našim partnerjem na Slovaškem, ki je bil pripravljen sprejeti te dva vajenca. Bilo je od začetka veliko neznank, kako pa kaj, ampak vseeno smo se tega lotili in na koncu je zelo dobro izpadlo. Mislim, da je izkušnja vajencev bila zelo dobra. Dobili so nekaj novega znanja od drugih kultur, malo so videli, kako se drugod živi, kako se dela. Dobili so tudi kar nekaj znanja, ki ga mora biti pri nam v podjetju ne bi. Hvala lepa. Kaj pa se vam zdi za motivacijo enega takega, bi rekla, 16-17 let, je imel verjetno ta fant, ki je šel za sam poklic. Se vam zdi to, da je
ste pripravljeni vse to dejansko, vaš čas vlagati v to, zato da omogočite take izkušnje, ki pomenijo tudi motivacijo. Vsi vi danes govorite o tem, kako je potrebno nagovarjati mlade z različnih zornih kotov, zato da vemo, kaj dela interes in motivacija. Ne? Brez tega dejansko zelo težko. Se vam zdi, da je to pomembno tudi za te mlade ljudi, da malo zraste, za samozavest? Ja, sigurno. Ne. Mislim, da motivacija dijakov je bila prva. Sploh tudi mora biti malo zagon pol za nas, da smo se malo bolj posvetili temu. Prvo je bilo, da sem jih vprašal, ste navdušeni, normalno ste bili navdušeni. Mi smo imeli dva dijaka, sta bila na tej izmenjavi. Super, hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Branka Hrast-Debeljak. Zdaj, mi se danes tukaj pogovarjamo o povezovanju, o tem, kako seveda si želimo, vi pogosto slišite in tudi brez dlake na jeziku pripovedujemo izobraževanju iz gospodarstva, vedno kličemo na to stran izobraževanja, da bi bilo potrebno izobraževalne programe hitreje prilagajati, da bi morali biti bolj fleksibilni pri tem in tako naprej. Strokovnjaki pa dejansko svarijo tudi pred tem, da je treba imeti pravo mero glede tega. Zdaj, jaz vas poznam še kot ravnateljico gimnazije Tolmin in vem, da ste bila vedno zelo naklonjena gospodarstvu, tudi v tistem koncu, ker tudi jaz prihajam od tam. Pa bi vas prosila mogoče, da nam malo, da vas slišimo tudi, kje moramo biti na strani gospodarstva pozorni, če je potrebno kje biti. Tako je, zdaj, danes zelo radi govorimo o tem, kako poklice, za katere izobražujemo z naše mlade, niti še ne poznamo, zlasti v tem času preboja umetne inteligence, tako da je tudi izobraževanje pred velikim izzivom. Jaz se vsekakor strinjam, da je tukaj treba neko zdravo mero. Vsekakor ima izobraževalni sistem vlogo in poslanstvo, da da mladim temeljne znanja iz njihovih strokovnih področij, poleg tega pa predvsem, da jih opolnomoči, da jih privaja na soživljenjsko učenje, da jim razvijamo vse kompetence, kreativnost, kritično mišljenje, komunikativnost, vse, kar bodo potrebovali, da na nek način mlade celostno razvijamo, ker bodo na ta način opolnomočeni, da se bodo lahko prilagajali, da se bodo odzivali na take ali drugačne potrebe trga dela, da bodo fleksibilni. In tukaj mogoče vidim tudi to prednost. V vsakem primeru je strokovno in poklicno izobraževanje v prednosti v tem, da temelji na socialnem partnerstvu. To ima tudi gospodarstvo že skozi izobraževalni sistem možnost, da odgovarja na trenutne izzive, na spremembe, tako preko odprtega kurikuluma, kjer je kljub vsemu možno nekoliko hitreje uvajati novosti v šolski sistem in pa seveda tudi preko delovnih praks. Tako da jaz mislim in vem, da je tudi naše izobraževanje sposobno na te izzive odgovarjati, seveda v sodelovanju s partnerji in tudi na direktoratu sem jih prav posebej zabičala, da ne pozabim pohvaliti škofjeloške dobre prakse, ker ste res dober primer sodelovanja, torej prinašam pohvale, ne samo šoli, v celotnem gospodarstvu, organizatorjem, mentorjem, za tak res dober primer, kako se da sodelovanju ne samo dobro delati, ampak tudi zelo hitro odgovarjati na izzive, na novosti, na vse, kar nas in predvsem naše dijake čaka v prihodnosti. Najlepša hvala za vaš odgovor. Še vas bi prosila, gospod Jernej Salecl, prihajate iz gospodarskega ministrstva. Kako pa vi gledate na to isto zadevo? Mi smo tisti, ki ponavadi dajemo neke impulze hitreje, kakorkoli prilagajanje in tako naprej. Izvolite, prosim. Hvala lepa. Dovolite za začetek, da čestitam organizatorju za celoten dogodek. Namreč moje osebno mnenje je, da takšni dogodki izrazito pripomorejo k promociji tehničnih poklicev in že dalj časa govorimo o tem, kako deficitarno je področje tehničnih poklicev in resnično se mi zdi, da več takšnih dogodkov bi naredilo resne premike. Namreč sam sem del neke mlajše generacije, predvsem se tukaj strinjam z gospodom Mekušarjem, da je treba začeti mogoče že prej. Jaz se spomnim na svojem primeru, ko se v osnovni šoli pravzaprav
v resnici odločiš za svojo karierno usmeritev in takrat na nek način zapečatiš svojo usodo, pa v resnici nisi še odločen, kaj boš delal, hkrati pa zelo dovzeten za sugestije iz okolja. Tako sem jaz pripadal generaciji, ki je bila zelo dovzetna za sugestijo, znanje je tisto, ki nas bo gnalo naprej, mi bomo družba znanja in smo v tistem času resnično nekoliko zanemarili tehnične poklice. Večina nas je šlo na gimnazije, pa vsi bomo šli študirati, pa mislim, da nimamo najboljših plač tistih, ki smo šli študirati, marsikdo, ki je v tehnični poklici ostal, danes boljše zasluži. Tako da, zato malo več uvoda se mi zdi, da je pomembno to izpostaviti. Sicer pa ja, zdrava mera, odvisno od pozicije. Jaz sem mnenja, da gospodarstvo ima resne namene za svojimi kadri. Prestopili smo že dalj časa nazaj tisto krilatico, da so ljudje naše največje bogatstvo, pa smo se podelali, kot da je pač to sam črka na papirju. Resna podjetja, ki želijo ustvarjati višjo dodano vrednost, vidimo, da v kadre vlagajo že zdaj veliko, zato ker se zavedajo, da je resnično treba. S tem naredijo preboj, s tem ustvarjajo večjo dodano vrednost. In mi na gospodarskem ministrstvu moramo biti advokati tega, ker večja dodana vrednost ne pride samo po sebi, hkrati pa večja dodana vrednost poskrbi za večjo socialno blaginjo. Jaz bi si tudi želel, da vsa podjetja sledijo nekako višjim ciljem, višji dodani vrednosti, zaradi tega, ker zelo preprosto država bo pobrala več davkov in lahko bo imela tudi bolj kakovostno infrastrukturo za vzgajanje novih kadrov. Tudi učitelji bodo lahko imeli boljše plače in bodo bolj motivirani za to, da bodo delali še bolje. Skratka, gre za proces, ki je povezan en za drugim in na eni strani smo tisti, ki tiščimo, tako kot ste rekli, na drugi strani tisti, da nas na trenutke ustavijo, pa rečejo, tukaj je pa vendarle meja in prav je tako. Vsak mora zastopati svoje stališče, zato da najdemo potem tisto srednjo pot. Najlepša hvala. Gospod Marko Lotrič, danes ste tukaj v vlogi predsednika Državnega sveta, zaokrožil boste. Nisem vas pustila na konec te verige po naključju, ampak zato, ker ste tudi podjetnik hkrati in ker verjamem, da razmišljate in prišepnili so mi, da razmišljate o tem, kako pravzaprav tudi na teh, bi rekla, v tej vlogi razmišljate o tem, kako vi vidite razvoj srednjega, če bi rekli, kar celotne vertikale, od osnovne šole naprej, bova rekla, ne bova se osnovne šole dotikala, ampak te vertikale od srednje šole naprej pa do visokega šolstva. Izvolite. Ja, hvala lepa in lep pozdrav v imenu Državnega sveta. Glejte, zdi se mi prav, da najprej razumemo to vertikalo, ki se začne z mladimi, se pravi osnovnošolci, potem naprej vidimo srednjo šolo, vmes postavimo seveda starše, potem je šola in na koncu gospodarstvo. Da vse skupaj funkcionira, nekdo mora poskrbeti za nek red, za neko vizijo, kaj si želimo v prihodnje, kaj si želimo, ko ti mladi zaključijo šolo brez zamere, ampak recimo pogrešam tukaj v tej dvorani še malo mladih, upam, da so naslednji v tisti dvorani. Zakaj? Večkrat izrečeno nič o mladih brez mladih. To se mi zdi zelo pomembno, da razumemo generacijo, ki vstopa. Potem, če grem na naslednji korak, so starši. Želja Državnega sveta je pravzaprav, kako štipendije, ki se trenutno podeljujejo, tako Zoisove štipendije, solidarnostne štipendije, kadrovske štipendije, pravzaprav po zdajšnjem zakonu ne spadajo oziroma niso dovoljene. S tem imamo ravno debato v Državnem svetu. Namreč Zoisova štipendija je nagrada za talent. Solidarnostna, vemo, socialna, tudi vemo za korektiv tistim, ki pač težko zmorejo misliti. Kadrovska štipendija je pa namenjena za to, da se nekako mladi preko staršev s podjetjem dogovorijo za sodelovanje po zaključku šolanja. Torej, dajmo možnost, da se te prejemki, te štipendije ne vključujejo in ne vštevajo dohodnino pravzaprav staršev. In potem se starši seveda ne odločajo za to, da bi otrokom svetovali, ja, vzemi štipendijo.
Otrok pa tudi po svoje reče, zakaj bi pa vzel štipendijo, če bom potem 4 leta, 3 leta, 8 let zavezan nekemu podjetju. Sprav mu gibanje svoje peruti mu že kar strižemo na začetku. Mislim, najprej moramo tukaj dogovoriti in to izuzeti, se pravi, iz obdavčevanja, če ne tako rečemo. Seveda, ko pa gremo naprej, od staršev gremo na tehnično, bomo zdaj ostali na tehničnih poklicih predvsem, ker smo v šolskem centru. Ja, imamo za sosede tudi gimnazijo, pa si želim še tehnične gimnazije, ampak kakorkoli, to je en lep primer, Škofja Loka, še z ostalimi centri, Ptuj, Kranj in ostalimi, ampak Škofja Loka je resnično en svetilnik, kako je potrebno delati ne samo z mladimi starši, ampak kako je treba povezovati podjetja. Tukaj da en moj poklon Martinu Pivku za res vrhunsko delo in to vrhunsko delo je pa povezano s poslovnim okoljem. Za Škofjo Loko lahko trdim, da je izjemno povezano tako na nivoju obrtno-podjetniške zbornice kot na nivoju gospodarske zbornice, vključujejo se pa še vse ostale podporne organizacije. In tukaj noter vidim ravno to kot izredno priložnost, da še ukrepimo. Tudi današnji posvet je rezultat ali pa če smem reči, kako je to, karierni sejem, če smem reči, je tudi posledica tega, tudi da ne pozabimo omeniti, Razvojna agencija SORA, ravno tako izredno dober partner, kjer smo pravzaprav idejo, bom poskušal reči, nadgradili in prišli smo danes do tega. Hvala lepa tudi GZS-ju kot centrali, da nam je pomagala s finančnimi. Vsaka stvar pomeni en kamenček, da jutri dobimo boljše kadre, v narekovaju boljše. Zakaj? Zaradi tega, ker želim, da izobraževanje spremenimo na način, da bojo mladi študentke, študenti, dijaki čim več prisotni v podjetjih. Da naredimo dualni sistem po celi vertikali. Zdaj jo poznamo samo na poklicnih šolah, za vajeništvo, želim si to na srednješolsko, višješolsko in visokošolsko. Po pogovoru z ministrom Papičem smo o tem tudi spregovorila par besed in zagotovo mi je, da razmišljanje gre v smeri, da bi visoko šolstvo sicer se malo podaljšalo, govorimo o letu dni, vendar bi po 4 letih prišli mladi s 3 semestri praktičnega dela, torej praktično že lahko direktno zaposlili. Pa verjetno za enkrat dosti. Hvala lepa. Hvala vam za ta prispevek. Ja, zdaj smo slišali ta dualni del, ne? Prej ste tudi podjetja omenjala vajeništvo, kot vsi imate, ki ste danes tukaj za tem omizjem, ampak jaz bi rekla, da večina podjetij, ki je danes tukaj, ima pozitivno izkušnjo z vajeništvom. Je pa to skoraj unikum v Sloveniji, verjetno ravno zaradi te povezanosti in socialnega partnerstva in vsega, da tukaj dejansko ta zadeva gre. Ampak vseeno bi podjetje vprašala, mogoče kar vsa 3 podjetja, pa bom pri vas, gospod Megušar, začela, kaj pa pogrešate recimo, ali pa kaj bi spremenili zdaj pri tem sistemu, kot ga imamo zdaj na vajeništvu? A je kaj preveč, ne vem, kaj opažate v podjetjih? Izvolite. Ja, jaz bi se moče bolj nasplošno dotaknil in sicer v Sloveniji res si želeli, da bi se prilagajali pri izobraževanju potrebam gospodarstva, se pravi potrebam podjetij in tem stalim preverjanjem kurikuluma tudi prilagoditi, katera znanja so potrebna. Se pravi, ponuditi mladim tisto znanje, ki bodo ga znali aplicirati potem v podjetjih pri konkretnem delu. S tem bi tudi sigurno zmanjšali to strukturno nezaposlenost, to je gospod Felicin že omenil, in želeli bi si, da bi se tudi bolj promoviralo naravoslovne, tehnične poklice, ne samo družboslovne, ker je potreba, je ogromno povpraševanje. Poleg tega bi se želeli več promocij za te poklice, da bi delali, kaj delajo kot orodjarji, kot strojni tehniki, mehatroniki, inženirji, tudi raziskovalci v podjetjih, ker teh je vse več in več. In nenazadnje tudi, da imamo to več časa namenjeno praktičnemu usposabljanju podjetij v okviru projektnega timskega dela, ker se zavedamo, da tudi v podjetjih dobre projekte delamo v dobrem timu.
ne sami, ampak v timu. Mogoče bi še izpostavil tudi dober projekt, ki poteka dveh poklicnih kompetenc učiteljev, kot primer dobre prakse med šolo in podjetjem. In tu se skrbi, da se učitelji spoznavajo s potrebami, s tehničnimi novostmi, nadgradijo to znanje, po drugi strani pa tudi imamo podjetje priložnost naše zaposlene vključiti v te programe in da tudi oni konkretno sami nagovarjajo dijake, učence. Ker vemo, da navduši samo tisti, ki dela s strastjo, z entuziazmom. Toliko se pravi, mogoče še vprašanje, kaj pogrešamo, bi rekel, kaj si želimo od mladih, je, da razmišljajo izven okvirjev, da izpostavijo svoje ideje. Vemo, da je potrebno veliko idej, da dobimo res dobro idejo in da so pogumni, da zavihajo rokave in so pripravljeni se soočiti z večjimi izzivi. Najlepša hvala. Načel ste tisto področje karierne orientacije že v osnovni šoli in pa tudi potem naprej, če govorimo dobro zdaj na srednjih teštniških ali pa poklicnih šolah, že rečemo, da so nekako naši, so že tehnični, ampak kar se tiče, če govorimo potem tudi o gimnaziji, govorimo o tistem delu karierne orientacije, mogoče zdaj gospa Hrast Debeljak ni ravno iz tega dela šolanja, ga pa zelo dobro pozna. Bom pa rekla, gre za to, da se pravzaprav, ko mi vidimo, ko odpiramo vrata, vi vsi sodelujete z nami, ko odpremo vrata osnovnim šolam in grejo otroci pogledati v podjetja, kaj pravzaprav se tam dogaja. Takrat vidimo, da je zelo malo učiteljev, ki jih spremljajo, da ni niti svetovalnih delavcev, in to pomankanje, to, kar je zdaj gospod Mekušar začel, tega uvida tudi kadra, ki dela na področju izobraževanja, se dejansko samo naklada. Če rečemo, da že svetovalne delavke pravijo, da imajo 5% svojega časa, svojega delovnega časa, čas se ukvarjati s tem, potem vidimo, da kaj šele ostali učitelji, kako pravzaprav in da nam umanjka tisti realen pogled v ta svet, zato sem jaz že zadnjič povabila in šolo ravnateljev recimo in tudi določene ljudi, prav podjetje Polikom je reklo, pridite, pripeljte nam jih, da bodo videli, kako pravzaprav izgledajo pri nas te stvari, zato da bomo mi smo odgovorni odrasli in jaz mislim, da tudi ta del, da se ne smemo ali pa bati tega, ali pa se skrivati pri tem, vemo, da imamo vsi pomankanje časa, ampak z eno tako potezo, z enim takim ogledom, bi rekla neko realno izkušnjo v enem takem okolju, kot so naša podjetja, se mi zdi, da bi se več naučili tudi, in bi bili hvaležni, tudi učitelji in svetovalni delavci, da bi to videli, zato da bi znali to strast, pa to vedenje, ali pa to poznavanje, ali pa pejte si pogledati tega robota, ki tam okrog vozi danes tle, ki me je skoraj povozil, da dejansko ti otroci začutijo to in da jih to začne zanimati, da niso to poklici, ki so plave halje in škorni do kolen, ampak so to dejansko že bele halje in kar je najhujše to, kar smo že omenili pri starših, je pa ta stereotip še bolj ukoreninjena. Tako da, če preidemo na ta del, vemo, da bi morali res vsi skupaj verjetno se potruditi tudi na tem delu res spoznavanja, bi rekla, realnega uvida nekje v te poklice, ki so pač taki in samo s tem uvidom lahko naši mladi ljudje svoj potencial prepoznajo. Jaz sem se dolgo ukvarjala s karierno orientacijo mladine, delala sem z mladimi in dejansko če ne vidijo, si zelo težko predstavljajo. Tudi opisi poklicev, tudi filmčkov, je veliko, veste, tega je ogromno. Vse lahko ti otroci pogledajo, ampak priti v firmo, se pogovoriti z nekom, zakaj, kaj ti to delaš, zakaj je to pomembno. Jaz, ko spremljam vajence na vmesnih, na zaključnih preizkusih, pa ko jim žarijo oči, da oni vzajo, da vejo, zakaj te stvari uporabljajo, jaz znam te stvari potem vsaj delno prenesti, to strast naprej, pa še zelo malo poznam človeku. Tako da ja, hvala lepa za ta vaš prispevek. V to bi mogoče spodbudila še ostali dve podjetji.
Gospod Novak, dejte še vi na to temo nekaj, no. O mladih, o kako spodbuditi to strast, kako pravzaprav omogočiti mladim, ne zdaj, da se bodo, saj vem, jaz moram tako biti objektivna, ne, nismo vsi za vse. Nekateri otroci imajo dejansko potencial nekje drugje, ne samo, pač ne morejo biti vsi tehniki, pa ne vem, ne moramo biti vsi tehnični tipi, ampak omogočiti mladim, da spoznajo to, kako je to vabljivo. Veste, jaz sem sociologinja in ko sem jaz bila že v službi, ne na gospodarski zbornici, ampak nekje drugje, sem slišala prvič Aleksandro Kornhauser, fiziko, ona veste, da je bila naša fizičarka in ona je predavala na enem dogodku o plavi svetlobi in o teh vseh teh silah in tako naprej. In sem si rekla, pa kje si bila ti, Aleksandra, ko sem bila jaz v 3. letniku gimnazije, ko bi se verjetno za nekaj drugega odločila. In o tem govorimo danes tukaj. Ne vsi za vse, nismo mi enoznačni, ampak omogočiti, ne? Tako da, gospod, vas kar izzivam naprej, kako omogočiti, kaj smo mi pripravljeni vse narediti za to, da omogočimo ta uvid otrokom. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Če začnem 4 leta nazaj, ko sem začel delati na Polikomu, sem se začel osebno predvsem ukvarjati, kako narediti, da bojo moji naši vodilni sodelavci naredili svoje sodelavce boljše. In smo začeli razmišljati predvsem, kako iti iz cone obdobja in kako v bistvu postajati, ker to je proces, učeča se organizacija. In dejansko pridemo na vprašanje, v bistvu, kako neprestano omogočati sodelavcem boljše pogoje. Imamo 2 gradnika, eno so naše vrednote, ki želimo prenašati naprej, kulturo, predvsem v tistem delu, ki nam omogoča kot družbi preživeti na dolgi rok. In imamo drugo, ki je sestavina, ki je v bistvu znanje. Zdaj, potem smo se pa v bistvu začeli spraševati, kako omogočati. In eno je, ko se vprašaš, kaj pa lahko drugi omogočajo za dualni sistem, ampak preden se to vprašaš, se moraš vprašati, kaj pa lahko mi omogočimo, da se bojo pri nas zaposleni lahko boljše razvijali in na koncu bo vse skupaj rezultiralo v višji dodani vrednosti, ki je tudi neka osnova za to, da lahko nekomu nekaj daš, ker v vsaki stvari mora biti nekaj za podjetje, nekaj pa tudi zaposlenega. Zdaj, če bi rekli, kje smo na tej poti, smo začeli pri tam nekaj 40 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, trenutno smo tam pri 62 lansko leto, v naslednjih 2 letih moramo priti na 80, zato da bomo lahko omogočali še naprej. In potem, kaj lahko, če poskušamo odgovoriti, kaj smo mi poskušali narediti v zadnjih letih, pa s čim bomo morali nadaljevati, je prvo je, da vsakemu zaposlenemu želimo omogočiti vsaj take pogoje, kot sem jih imel sama za učenje. Drugo je, kar želimo omogočati in kar lahko omogočimo kot podjetje, je, da nekdo, ki se uči, da mu omogočimo delo z najsodobnejšimi tehnologijami. Ker kjer imamo velik gap je danes tehnologije, ki jih imamo na razpolago in ki jih lahko kupimo, ampak vsako tehnologijo, ki jo kupiš, eno je, ko kupiš stroj, program, drugo je, ko moraš ta stroj, program izkoristiti pri svojem delu. In zdaj naučiti ljudi ob delu, da dejansko lahko koristno uporabijo vsa sodobna orodja, od PTC tehnologij, od kolaborativnih robotov v našem podjetju, do sodobnih softverjev, konec koncev tudi integrirano v procesu ChatGPT, ko se nekateri danes zelo veliko pogovarjajo, ampak to samo primer, ki ti omogoča napisati pogodbo v minuti, ki ti omogoča pripraviti dopis za stranko v minuti in kako v bistvu vse te tehnologije od strojniških do mehkih spraviti v stik za sodelavci. Kje mi to vidimo tudi je
recimo imamo delovno mesto v tehnični projektni pisarni, ki ga vedno razvijamo, ki je na eno najpomembnejših delovnih mest in na tem delovnem mestu mora naš sodelavec znati nič manj kot direktor ali pa celo več. Je odgovornost nekoliko manjša, ker je pač teža odločitev manjša, manj pomembno vpliva na celotno podjetje, ampak nivo znanja je pa enak, če ne celo višji v določenih primerih. In se zgodi zanimivo, ko se na takšnem delovnem mestu pojavita strojnik, doktor strojništva, pravnik, kemik, bom rekel, in ne vem, nekdo iz managementa. In je zanimivo, da se tako različni poklici znajdejo na enakem delovnem mestu. Kar je še zanimivo je, da se znajde na takšnem delovnem mestu tudi nekdo, ki je bil, bom rekel, član dualnega izobraževanja. In je tudi zanimivo, da je nekdo se znašel na takem delovnem mestu, ki ima leto pa pol delovnih izkušenj in nekdo, ki ima, ne vem, 20-30 let delovnih izkušenj. In to je naša realnost. Ljudje, kar sem hotel s tem primerom povedati, je, da se ljudje lahko zelo hitro učimo, če imamo ustrezne razmere. Tudi bom dal še en primer na področju kolaborativnih robotov, tudi spreminjamo obliko delovnih mest, se pravi tudi tisti, ki mogoče niso bili niso inženirji, ki niso doktori, lahko s temi tehnologijami delajo. In verjamem, da skozi dualni sistem lahko omogočimo, da pridejo mladi prej v stik s temi tehnologijami in bojo imeli bistveno boljšo popotnico za svoj osebni razvoj, kot tudi za razvoj podjetij in da bomo tudi ustvarjali bistveno višjo dodano vrednost. Kar pa pričakujemo na drugi strani od regulative in konec koncev tudi od nas, od sebe kot od vodstev podjetij, je pa, da omogočamo regulativo, pogoje in vse spodbujevalne odločitve, dejavnike, tudi zakonodajo, da lahko čim prej in čim bolje po takem sistemu delamo. Samo to nekako pričakujemo, ker dejstvo je, da družbe, ki se bomo prilagajale, bomo preživele, če pa se bomo določenim tehnologijam upirali, bomo pa zaostali, zato ker druge družbe v te tehnologije pospešeno vlagajo. Najlepša hvala. Gospod Lotrič, zdaj bom jaz kar zdaj vas izvala, ker se mi zdi, da se vam ura izteka, ali kako naj reče tukaj na tej okrogli mizi, pa bom gospoda Mesca prešparala za potem. Vi ste želel spregovoriti tudi nekaj o tem, kakšni so urniki naših otrok, kako pravzaprav zdaj pri vsem tem, kar danes govorimo in kako je vse hitro in koliko vse je potrebno in kaj se vse spreminja, kako zdaj to narediti človeško, da bomo lahko vse to osvajali. Izvolite. Ja, hvala lepa. Pravzaprav je res, da naši mladi ostajajo v izobraževalnem procesu od zjutraj do zvečer. Namreč predvsem študenti so tisti, ki imajo nekaj ur zjutraj, pa mogoče kakšno opoldne in potem se laboratorij sprosti na večerne ure in tako ostajajo, cel dan od doma, kar potem povzroči zelo veliko težavo na poti, tako na poti v šolo, kot na poti iz šole. Torej, en velik apel vsem organizatorjem šolskega programa, urnika, če želimo, da je čim bolj prilagojen, se pravi, prevoznim avtobusom, vlakom. Nenazadnje, prvič na to temo sem ravno slišal na svetu šolskega centra tukaj v Škofji Loki. To želim prinesti naprej. Zakaj? Poglejte,